mi se na nek način, zdi se mi, ne, da se zelo resno zavedamo posledic tudi našega programa. Ne. V tem smislu smo mi bili v veliki meri pripisani, koliko daleč naj gremo. Ne. V nekem smislu ste pravilno opazili, sicer odločni v določeno smer, vendar mogoče ne preveč, iz preprostega razloga, zato ker nimamo še vseh izračunov in vseh podatkov. Ne. To je bilo zelo težko dobiti. In vi veste, če rečem 3 ali 2%, če rečem -30 ali -20, da so to izjemno velike razlike in izjemno velike spremembe ali ukrepi, in da tudi tu želimo biti, ne glede to, da smo politična stranka in se veliko neodgovorno obljublja, zelo odgovorni obljubljanji. To pomeni predvsem naslednje, ne, da smo problematiko klimatskih sprememb prvič dali ven iz klasične okoljske teme, da smo jo postavili v programu posebej in da smo jo vzpostavili kot eno izmed temeljnih razvojnih vprašanj. V tem smislu smo naredili tisti korak naprej, ki je potreben, da se sploh zavemo problemov. Potem paradoksalno, tisto, kar je v tem mandatu, ki prihaja, pomembno, je to, da se bomo mogli še malo potruditi, da bomo ta majhen cilj, da -8% do leta 2012 realno realizirali. In bi bilo zelo neodgovorno, če bi zdaj rekli, seveda, zakaj pa ne 30, zakaj pa ne 40, zakaj pa ne 50, obenem pa nismo sposobni za -8% zmanjšati emisij, glede na leto 86, ki ima največje emisije v zgodovini te države, recimo, in tako naprej. Se pravi, v tem smislu smo odgovorni, hkrati pa vemo, da to, kar smo predlagali, da je to brčkone in zanesljivo, glede na študije, ki smo jih prebrali, seveda še premalo. Menimo, da potrebujemo popolnoma prenovljeno, ponekod pa sploh na novo napisano, ki ga nimamo, recimo na področju voda nimamo, mi nimamo politike upravljanja z vodami. Razen, če kdo v zmoti ne misli, da je to v podpoglavju 2, poglavja 5, poglavja, kaj že, v nacionalnem varstvu programa, nacionalnem programu varstva okolja, seveda ni. Mi imamo veliko narejenega na področju in bo še kar nekaj narejenega postopoma, tle lahko računamo na napredek, na problemu kvalitete voda. Tam pač so evropske direktive in tam se bo pač sledilo in upamo, da bomo to dosegli prej, kot bo bi potrebno, saj do leta 2015 tako imamo dobro stanje voda. Mi nimamo nič o problemu vzdrževanja vodnih bilanc. In ravno tu je, recimo, glavni problem, ki ga mi vidimo z vidika spremenjenih padavinskih režimov, tudi zaradi klimatskih sprememb, kjer je potrebno seveda sprejeti ukrepe izgradnje ali pa obnove javne vodne infrastrukture, recimo, ki bi omogočil takšne drugačne, vodne bilance, ki so potrebne in tako naprej. Ključna stvar so seveda je varčevanje z energijo v stanovanjskem sektorju, kjer seveda predlagamo, da pasivne hiše počasi postanejo standard oziroma zahteva pri načrtovanju vseh novih hiš. Prav tako smo prepričani, da energetska oskrba iz obstoječih elektrarn v bodoče sploh ne bo več namenjena stanovanjem, upravnim stavbam in tako naprej, ampak samo še industriji. Tako kot se je nekoč internet razvil, oziroma tako kot je nekoč bilo samo sem in tja nekaj velikih računalnikov v različnih velikih inštitucijah, s časoma pa je pravzaprav svetovni splet postal splet, ki temelji na milijonih individualnih računalnikov. Tako se bo tudi pri energetiki po našem prepričanju bodoče zgodil, da bo pravzaprav tisoče in tisoče malih elektrarn, da bo pravzaprav vsaka hiša mala elektrarna, ki pa bodo seveda povezane v nek splet. Mi imamo že danes silno velike izgube pri transportu elektrike. Samo dodam ilustracijo. Ko smo tako je Slovenija pred 4 leti obnovila daljnovodno povezavo oziroma okrepila daljnovodno povezavo med Krškim in Novim mestom, prej pa je elektrika iz Krškega potovala preko Maribora, Ljubljane oziroma Beričevega do Novega mesta.
smo na ta način privrčevali toliko elektrike, kot je proizvedeno na 18 MW elektrike. 18 MW je pa približno to kot ena planca ali pa nekaj takega. No in zaradi tega je ključna ne samo usmeritev v izgradnjo novih elektrarn, ampak v izgradnjo tisoče novih malih elektrarnic na obnovljive vire, pri čemer seveda glavni vir sončna energija. Pomembno pa je imeti popolnoma drugo filozofijo pri vzpostavljanju povezav. Skratka, sistem distribucije elektrike mora popolnoma zamenjati filozofijo. Ne več graditi velikih kablov na neki relaciji kot avtocest, ampak seveda graditi ojačitve na stoterih mestih, zato da se vzpostavlja na nov način funkcioniranja energetskega sistema. Pač čeprav je še vedno daleč od tistega dovolj ambicioznega, če bo to izpeljano tako, kot je napisano, zna biti zelo, zelo dober prvi korak. Jaz mislim, da je pomembno prepričati ljudi, ki menijo, ki sicer lahko verjamejo v problem podnebnih sprememb, ampak pravijo, zakaj bi se Slovenija žrtvovala, ker je tako mehna, ima tako malo izpustov, če veliki plejeri nič ne naredijo. Prvič ni res, da veliki igralci nič ne naredijo, tisti, ki pozna malo ameriške razmere, ve, da samo še en človek in tri okoli torej ne vedo, vsi stali pa že vedo vključno z njegovim bratom na Floridi. To je prva stvar, druga stvar je pa ta, da je ta tekma, da je Kitajci, po informacijah, ki sem jaz dobil, seveda, tam smo tudi diskutirali to na Balju, je zgodba ta, da oni ne bojo nobenega podatka izdali, nobene mednarodni akti se ne bojo priključili, sami so si pa navznotri zastavili izredno ambiciozne cilje in celo potem, da če cilji niso realizirani, guvernerji morajo zapustiti položaje in tako naprej. To so mi pravi neki ameriški diplomati. Nasprotno, več čas in ogromno se govori v klimatskih spremembah na Kitajskem in se tudi na tem tako ali drugače dela, čeprav se njihove emisije še vedno absolutno in relativno povečujejo, ampak to ne bo v nedogled. Ampak to, kar se hotel tu reči, je to. Te neverne Tomaže, sicer Tomaže ni nobenega tu noter, je pač treba prepričati tudi s tem, da je to dejansko vprašanje prehoda na neodlikove paradigme.